Smo v ljubljanskem BTC-ju, kamor se je pred kratkim naselilo podjetje Robotics. Nam lahko na kratko predstavite, za kakšno podjetje gre in kakšne izkušnje imate? Podjetje Robotics X smo ustanovili skupaj z dr. Rok Prešernom. Podjetje je pričelo s poslovanjem v Münchnu, imamo sedež v Nemčiji v Münchnu. Specializirani smo za tako imenovane pametne rešitve na področju robotike. To pomeni, da robotom damo možgane, hrbtenjačo, da znajo upravljati različna dela. Ta dela smo potem razširili ne samo na raven robotov, svetovno priznanih, ampak tudi na ostale industrijske naprave. Na kratko skrbimo, da se podatkovne informacije med industrijskimi napravami med seboj prenašajo in človek lahko lažje in učinkoviteje z napravami v tovarni dela. 7 let nazaj smo pričeli z prvimi prototipi. Poskušali smo razvijati hardware, strojno opremo, programsko opremo in nišo smo našli v napredku in inženiringu industrijskega programskega okolja. Potem smo dobili naročilo svetovnega proizvajalca, to je podjetje Skava, s sedežem na Japonskem, ima 23% globalni delež, za katere smo tudi uspešno realizirali projekt. Ta projekt uspešno realiziran je dal potem vstopno točko, da delamo z ostalimi svetovnimi proizvajalci, kot so Fanuc, Siemens in podobni. In smo s podjetjem lahko izkušnje dobivali ne samo v avtomobilski industriji, ampak v farmacevtski industriji, kolaborativni robotiki. Zdaj se podajamo celo na področje umetne inteligence skupaj z partnerjem IBM. Kakšne konkretne rešitve lahko v tem trenutku ponudite slovenskim podjetjem? Ker smo fantje Slovenci, smo se odločili v zadnjih 14 dneh, da bi slovenskemu gospodarstvu, zaposlenim in državi pomagali. Ponujamo rešitve, se pravi najsodobnejše tehnološke rešitve, brezplačno za obdobje 8 mesecev. Te rešitve omogočajo, da človek, ki je ob stroju, lahko dela od doma, upravlja stroj, vidi, kaj je strojem narobe, celo tovarno lahko upravlja, alarmiranje lahko omogočamo, da zmanjšamo okuženost, hkrati pa zagotovimo tudi manjšo kontaminacijo hrane in izdelkov. Stroji se morajo vrteti, za gospodarstvo je pomembno, da stroji delajo, dajmo delati pametneje, zato mi vse rešitve, ki jih imamo v podjetju, jih dajemo za 8 mesecev za brezplačno uporabo, samo da pomagamo. Cilj je, da tovarne funkcionirajo, podjetja pa lahko nemoteno poslujejo na pametni način, to je z uporabo takih orodij. Rešitve, ki jih ponujate za slovenska podjetja, so res edinstvene. Kako lahko stopijo z vami v stik? S konkretnim predlogom smo objavili informacijo na naši spletni strani www.roboticsx.com pod sekcijo News, torej obvestila, novice. Tam so tudi napisane kontaktne informacije, torej e-mail, naslov, koga se lahko kontaktira. Kako se lotite potem tega sodelovanja, oziroma koliko časa potrebujete, da implementirate vaše rešitve v slovenska podjetja? Tipična implementacija obsega 3 korake. V prvem koraku moramo čim bolj spoznati problem, torej izziv, ki ga ima naročnik, neko proizvodno podjetje. To pomeni, čim bolj konkretno pomeni, da ima naročnik zelo jasno cilj, kaj hoče doseči. Naprimer, 2% manjši izmet na konkretnem izdelku ali pa obveščanje o zastoju proizvodne linije, ki je daljša od 5 minut z vsemi detaljnimi diagnostičnimi informacijami in to nadaljavo. To so recimo konkretni izzivi. Ko te izzive imamo, razumemo, z podjetjem naredimo operativni izvedbeni plan, to je pogledamo, katere so njihovi ključni obstoječi sistemi in obstoječi procesi, v katere se mora naša rešitev X1 Grid vklopiti. To je prvi korak. Drugi korak je, da interno pripravimo samo izvedbo projekta s ciljem, da ko pridemo na lokacijo in implementiramo projekt, tam porabimo čim manj časa in seveda ne motimo obstoječih procesov. Trenutna izkušnja nam kaže, da če je priprava dobro narejena, potrebujemo nekaj ur, da priklopimo našo rešitev na obstoječe sisteme. In zadnji korak je pa spremljanje rešitev, predvsem pa spremljanje ciljev, doseganja ciljev. Kar nekaj industrijskih panog v Sloveniji je vitalno pomembnih za
prihodnost za obstoj Slovenije, recimo prehrambena industrija, lahko tudi tam s svojimi rešitvami pomagate? V prehrambeni industriji vidimo dva ključna momenta. Prvi moment je samo spremljanje naprav diagnostično, torej kdo v kakšnem stanju so, kaj delajo stroji, ne, in kdo z njimi upravlja. Druga možnost pa je sama kontrola, se pravi diagnostika kvalitete izdelkov. Ali na kakšnem koncu procesa prihaja do anomalij, ki lahko ogrožajo samo sanitarno kvaliteto.